Povedal ti bom 5 stvari, ki bi jih v osnovi vsak dober voznik o svojih gumah moral vedeti. A kam to za en kufer? Najprej operem od žene avto, mimogrede, to je prvič, da se bo pojavil v komu minuti. No, polka pa to naredim, pa najprej spregovorimo o kufru. Zanimiv bo, za njim pa še o gumah, ker vse tej temi sem se že malo posvečil, ne? Ampak nikoli pa nismo konkretno govorili o vzrokih. Kaj se zgodi, ko se menjajo sezone? Zakaj smo vedno tako težaški, da je treba gume menjati? Pa boh ne daj voziti zimske poletje. Ok, pojmo nekam, ko bo mer. Jelej, če se že izobražujemo, ne, je šolski parkplac čisto ok. Pa zadnji cajt ni nobene hude gužve, ne. Ok, zdaj pa, verjetno bo koga vsem zanimalo. To je naš family car. Kar gledaš je v bistvu Audi A4 letnik, mislim, da je 2011 prvi meseci, 2.0 dizel. Coinov ni neki, da bi se šopiral, ne, ampak nas pa v vseh teh letih niti enkrat ni pustil na cedilu. Tudi to je dosti pomembno. Ok, zdaj pa na kufer, pa da razložim, zakaj ga kažem. A veš, lani, ko smo pripravljali Continental Driving Experience, se spomniš, ko smo se šli peljati z Raptorjem, s Porsche Turbo, pa kveši bo en, Mustang je bil support car. Pa s Toyota Supra. No in na enem od sestankov jaz zagledam ta kufer, noben ni nič rekel, jaz sem rekel, a lahko vidim, zakaj gre. Pa reče unit Continentala, v redu, lahko to imamo mi za izobraževanje dealerjev, partnerjev, za izobraževanje v izobraževalnih ustanovah. S to vsebino nabirajo med drugim znanje tudi inštitucije, ki imajo kakršnega koli opravka z gumam. Govorimo tudi o forenzikih in tako naprej. In ko sem jaz to razlagal, slišal, mi je bil zanimiv še preden sem ga odprl. Zdaj pa ne reči, da tudi tebe že malo ne zanima, kaj je tukaj noter. Zagrabam jaz to zadevo, postavim na mizo, rečem, kaj pa zdaj vi meni skrivate, ne? Odprem in najdem tole. Zdaj, vsake stvari posebej ne bom šel razlagati. Prvič zato, ker se preprosto ne čutim dosti kompetentnega, ampak ene stvari te pa vsem znam povedati. Tudi zato, ker so zelo preproste. S čem ćemo začeti? Kaj najbolj bode v oči? Valjda si zdaj rekel žogce, ne? Dajmo jih ven vzeti. Ok, začnimo. 2 kuglice. Kotalni upor, veš kaj je, ne? In te 2 kuglice ponazarjata njegovo učinkovitost. Če nam je danes pa pizdo zaradi vetra, pa ne vem, kdaj bom. Lej, te 2 kuglice, ne, sta približno isto težki. Pa ne samo to, tudi približno isto velike sta, pa tudi, ki jih potipam, ki jih šlatam, stiskam eno in drugo, večjih razlik ne zaznam. Lej, kakšna bo razlika v odboju med eno pa drugo kuglico, ki sta na prvi feeling čist enaki. 3, 4, zdaj. Malo pa je razlike, a ne? No in zakaj ti jaz to kažem? A veš, tudi pri gumah je tako, ne? Ti na prvo žogo ne boš nikoli videl ali pa čutil razlike, če boš šla to zimsko paletno gumo. Ampak takrat, ko pa na cesti zagusti, ne? Takrat se pokaže pa razlika. A veš, s kotalnim uporom je tako, ne moreš se mu izogniti, lahko ga pa reguliraš. Trša kuglica, ki se je manj odbila, ima nižji kotalni upor. In to ugodno vpliva predvsem na ekonomičnost gume. Mehkejša guma, ki se je višje odbila, na ta pa ponazarja večji kotalni upor. Po drugi strani pa lahko zaradi mehkobe računaš na več oprijema, na več športnosti. Dobro, zdaj tukaj še par stvari, ki za nas v tem trenutku niso najbolj relevantne. To recimo so prerezi različnih gum, ki jih demonstratorji uporabljajo predvsem zato, da pokažejo, na kakšen način je pneumatika sestavljena. Človek si ne bi nikoli mislil, kaj vse sestavlja eno navadno avtomobilsko gumo. Jaz bi se pa zdaj lotil teh 2, vidiš, tole zgleda, kada je en tak mehen pak. A oganjaš, kjer je za letno, kjer pa za zimsko pneumatiko. Tale je zimska. In še o čem je fora? To uporabljajo za demonstracijo učinkovitosti posamezne pneumatike pri nizkih temperaturah. Vržeš te zadevce v hladilnik in kad ti vzorc letne pneumatike vzameš iz hladilnika, to sem naredil 10-15 minut nazaj, preden sem začel tole snemati, je probaš upogniti. Stari trda je Če pa mrazu izpostaviš zimsko pneumatiko, le to. Ohrani elastičnost in sposobnost prilagajanja vozni podlagi. Evo, stari, vidiš, kakšna razlika? Beri, zimska guma je zato narejena. Ostane elastična, kar je ključno za varnost na cesti, da ti ohraniš dober oprijem. Dobro sem parkiral, da je napis na vrh. Sraj se mi. No, pa bi rad izpostavil pa še tole flaško.
pa tole flaško. Zdaj upam, da vas ne bo preveč zbežal, ker gremo malo v detajle, ampak meni se to zdi ful zanimiv. Obljubim, da se bom potrudil dobro razložiti. A veš, fora je, da zmesi, ki jih jaz tukaj držim, ključno vplivata na to, kakšna guma je, kako se obnaša in kako vpliva na vozno dinamiko. In grede, žena je dober ambasador komotra minute. Hvala. Pa dajmo začeti s ta črno. Vidiš, kaj gor piše Carbon Black. Pri Contiju temu pravijo ogljikove saje. Veš, ta sestavina ne samo, da da gumi barvo, Vpliva lahko tudi na količino kotalnega upora, ki sem ga prej omenil. Ok, zdaj pridemo pa do silike oziroma do silikatnih zmesi. Pri Contiju jim malo šali, malo pa zares pravijo magična zmes. A veš zakaj? silikatne zmesi so tiste, ki bistveno vplivajo na to, kakšna je guma, kakšne karakteristike ti ponuja. Hej. A veš, je tako, da z reguliranjem deleža silikatnih zmesi, pa tudi z reguliranjem tega, katere uporabiš, ker ne pozabne. Pri gumah pa pri avtomobilih tudi smo vajeni, da vedno znova prihajajo nove in nove generacije. Lej, pri tem je tudi tako, vsakič, ko pride nova guma, je praviloma v njej tudi neka nova generacija te zmesi. No, zdaj pa da ti razložim, zakaj za hudiča je toliko pomemben, da ti zimsko menaš z letno. Letko, kaj sonce nam sede, ne? Zato, kaj je toplo, pa nam je fajn. Ampak zimski gumi je pa z vsako dvignjeno stopinjo hujš pa slabš. In zaradi tega ne more upravljati svojega dela tako, kot bi ga morala. Ona se ne počuti dobro, njej ni fajn. Lej, se Bogareva se trudi in ne moreš nič zameriti. Ona bi ti rada pomagala, pa ti ne more. Takole si predstavljaj. Predstavljaj si, da ti jaz rečem, stari, zdajle boš ti lahko rešil življenje enemu otroku, če boš 100 metrov pretekel prej kot tvoj prijatelj. Bi se potrudil, ne? Nočeš za otrokom mre, hvala da nočeš. Zunaj recimo, da je ne 15-20 stopinj, ne več. Jaz bi ti pa rekel, stari, zdaj pa sam prosim, preden greš tekmovat s prijateljem, da boš Petrčku rešil življenje, daj gor še en zimski kombinezon, pa 2 bunde, pa ski bucke. Tvoj kolega, njemu damo pa šprinterce, kratko majico pa ene telovatke. Telovatke, tako smo včasih rekli kratkih hlačam, ne? Sam to, da veš. Pa se pa dirka za življenje začne. Jaz ustrelim s pištolo, Petrček čaka, ti bi se potrudil maksimalno, ker ti res ni vseeno, ampak guess what? Petrčka ne bi bilo več. Čeprav si se ful potrudil. Ampak nisi bil pa opremljen za to, da mu lahko pomagaš. Evo, to je to. To je razlika med zimsko pa letno gumo. V osnovi. Ti si šprintov, si sopihal, dal si vse od sebe. Solzo v očeh. Džabe. Sej, a veš, stari, pravila so načeloma simple, ne? Ker temperature presežejo tam 7-8 stopinj, je treba začeti razmišljati o menjavi gum. Ok, zdaj smo prišli pa do trenutka v vlogu, ki vas bo verjetno večina zbežala, ne? Zdaj ste dobili eno tako preprosto razlago, zakaj je pač fajn menjati gume, ker s tem lahko vplivaš tudi na to, ali se kdaj kakšno življenje reši ali pa ne. Od tukaj naprej gremo pa globoko. Povedal ti bom 5 stvari, ki bi jih v osnovi vsak dober voznik o svojih gumah moral vedeti. A veš, zmesi v letni gumi so čisto drugačne od tistih v zimskih. One ljubijo visoke temperature. Načeloma so trše. To pomeni več oprijema, krajše zavorne razdalje in generalno gledano dosti več varnosti. Drugič, kotalni upor je manjši. Pri šparu boš. Ne se polet voziti z zimskimi, ker bo tvoj avto porabil več goriva. Tretjič, letne gume so ravno zato, ker so trše in zato, ker med vožnjo prihaja do manj deformacij, tišje. Tišja guma pa pomeni več udobja. Četrtič, na drugi strani zimske so pa mehkejše in zato med vožnjo, čeprav se tega niti ne zavedaš, prihaja do mikroureznin, do poškodb, do trganja, hitrejše obrabe. Petič, kaj pa une gume, ki jih pa lahko cel let furaš? Tudi te dobro poznamo in načeloma jih jaz lahko požegnam, ampak samo pod določenimi pogoji. Te so zelo preprosti. Lej, če se načeloma voziš v kraju, kjer je klima razmeroma mila, če narediš malo kilometrov na leto, v nobenem primeru več kot 15.000, če si doma v urbanem okolju, kjer so ceste hitro splužene, ajde, ok, kup, voz, karkoli drugega, daj rajš malo razmislila, prav. Ne smeš pozabiti, da so te gume ene vrste kompromis. Kompromisov pa načeloma, razno pogojih, ki sem naštel, nimamo najrajš, ne? Ker ne pozabi, gume so vseeno edin stik s podlago, ne? Je tako, da mi od gume vseeno zahtevamo zelo veliko, predvsem takrat, ko pride do vloge varnostnega elementa. Ne samo, da na podlago prenaša vlečne pa zaviralne sile, nos tudi celotno maso avtomobila. To je tisti fakt, ki ga folk včasih kar malo pozapne.
Pa je najbolj očiten. Konec koncev so pa gume tudi zelo dobre prijateljice vzmetenja. Ker nase, predvsem takrat, ko podlage niso vzorne, za slovenske ceste pa vemo, kakšne so, ne povsod, imamo tudi odlične ceste, ampak veš, guma absorbira udarce in vibracije, pomaga celemu avtomobilu. Predvsem pa stari, če bi ti vedel, na kaj vse morajo inženirji misliti, ko snujejo gumo iz nule ali pa ko probajo izboljšati prejšnjo generacijo. Dobro gumo skupaj sestaviti ni nič lažji, kot skupaj sestaviti en avto. Čeprav je komponent bistveno manj, kvečemu je lahko sam še bolj zapleten. Pomisli, ti moraš narediti gumo, ki se dobro obnaša in ujame stotinami različnih avtomobilov. Zdaj pa to naredi. No in tukaj ti lahko pokažem tudi eno ful hudo grafiko, na kateri boš videl tudi, kako ta navzkrižja interesov puščajo sledi v praksi. Lej. No, pa imamo pa tukaj še eno zelo zanimivo grafiko drugih karakteristik, ta je bolj polna podatkov. Spustim jo za 2 sekunde. Kdor ali pa kogar to zanima, prosim lepo, vzem si čas, stisnem pauzo pa malo prečiti. Mi gremo pa naprej. V bistvu je tako, ne, smo že praktično v začetku maja, pa ženin avto tudi še nima letnih gum. Moram se podvizati. In to je po mojem to, no. A ja, planiram še en vlog o gumah, no. Tam se bom posvetil pa detajlom, kaj točen gumo sestavlja, kaj je noter. Če bi gumo razparal, pa bi jo razstavil, bi videl svega in svačega. No in temu bi se rad naslednjič posvetil, zato ker se mi zdi, da je fajn, da voznik ve, na čem se vozi, tudi malo bolj detajlen. Inač, se vidimo drugič. Naslednji vlog bo pa tak bolj hiter, z enim rumenim avtom.